Ugotavljamo v nadaljevanju, ker občni zbor tudi po 1 uri ni bil sklepčan, smo naredili nadaljnjih 30 minut premora, ki smo ga zapolnili seveda s koristnim izobraževanjem in s predavanji. In sedaj, po poteku tega časa je 4. redni občni zbor društva Belis sklepčen po 23. členu našega statuta, če je prisotnih najmanj 10 članov. In ugotavljam, da lahko s postopkom začnemo. Začnemo s predstavitvijo našega letnega poročila 2023, tako da upam, da bo zdaj, bom podelil z vami tale zaslon, samo sekundo. Mene so pooblastili v upravnem odboru, da predstavim letno poročilo za leto 2023 in bi z vami želel to letno poročilo sedaj prelistati. Zahvaljujem se za pooblastilo v upravnem odboru in vsem članom, da mi zaupate. Seveda bi pa vam nocoj samo toliko vedno zdal vedeti. Danes imamo tudi tukaj med nami predsednika nadzornega odbora. Sam toliko, da se prepričate, Boris toliko, da stopi za sekundo sem, samo da te vidimo, da imamo tukaj naš glavni nadzor. Boris, dober večer. On to se spremlja, tukaj je kamera, vidiš, tukaj, ja. On to spremlja in vsaj dober večer, če lahko rečeš članom, a ne? Dober večer. Ja, tako. Upam, da bo še naprej spremljal in če bo kakšna stvar, potem bomo dorekli skupaj, ne? Torej, hvala lepa. Evo, imamo poleg vas in tukaj članov še res vse, kar mora društvo imeti. Letno poročilo za leto 2023. Društvo za srečno življenje Belis. Pa bomo prelistali to knjigo. To je seveda en čudovit spomin, ki ostane za nazaj, ker je potegnjeno vsaj v okvirju nekaj skupaj, kar smo počeli čez vse leto, za kar smo se borili, kar smo delali, kjer smo bili inovativni. Razbiranja časa so tudi notri. Skratka, ostane spomin. Zaupam vam, da prav vseh dogodkov nismo uspeli zajeti noter, ker sicer bi bila knjiga 2500 strani, toliko, kolikor je bilo printanih vabil v vseh tednih, ampak vsaj tiste ključne zadeve. Najprej po katerih državah imamo člane, v 31 državah, potem seveda so osnovni podatki društva, to imate vse v tej knjigi, potem kontaktne podatke. Lansko leto smo tudi v 2023 zamenjali seveda tudi nekaj članov, imeli smo izredno občni zbor, če se spominjate. Potem imate v knjigi, ki sem vam jo poslal po elektronski pošti, v vabilu, če na njo kliknete, se vam bo tudi to odprlo. Poglejte, tukaj je arhiv preteklih naših vseh dogajanj in imate linke za vse, tako da nihče ne more reči, da ne ve, kje kaj najde, kje kaj ima. V imenu upravnega odbora eno tako vabilo, ki pomeni, da dejansko je ta knjiga lahko avtorsko delo, ki ga dostikrat kot nujno delo, kot tisto, ki mora biti uradno narejeno, marsikdo spregleda, pa velikokrat so notri stvari, ki so vrednejše od kakršnega koli drugega literarnega dela, ki ga oglašujejo po vseh možnih medijih. Namreč, gre za pisano besedo, ki opisuje živa dejanja. Dejanja ljudi. Naše dogodke, naše dokumente, naše izkušnje in ne neko fikcijo. Zato je to toliko pomemben dokument. Torej, tukaj v uvodnem pozdravu, upam, da si ga boste prebrali. Predlagam seveda, da to sporočilo upravnega odbora si vzamete čas, ko boste imeli in ga v miru preberete. Imamo tudi pisne izvode, tako da kdor bi želel, si lahko naroči pisni izvod, pride 8 €. To je cirka knjiga 100 strani, barven tisk v špiralni vezavi, če bi kdo hotel imeti za spomin. Naj napiše e-mail, naročimo, pošljemo po pošti, po povzetju, a pa še bolj veseli bomo, če pridete sem. Tisti, ki še niste deklaracije društvene podpisali, tudi to lahko storite. Tako da ta beseda naj vam malo srce zagreje. To je bil tudi namen. Sedaj pa seznam rednih srečanj društva, ki smo jih imeli od 1.1.2023 do 31.12.2023. Tukaj vidite. Zgodilo se je v prejšnjih letih, da so nam blokirali, brisali in v letu 2023 moram reči, da pa ni bilo nobenega brisanja.
Bili so pa bloki. Blok pa pomeni, ne moreš objavljati en teden ali en mesec ali 14 dni, odvisno od prekrška, za katerega ti ljudje menijo, da si s svojim mnenjem, ki je tvoja ustavna pravica, prekršil pravila njihove skupnosti na svojem Facebooku, na svojem YouTubeu, skratka, ne, ti v svojem stanovanju kršiš njihova pravila. Tako jaz to razumem, ampak da ne bomo šli v podrobnosti, gremo naprej. V veselje mi je, da vam lahko sporočim, da imate na teh straneh tabelo, če vidite. Sicer se začne z 24.12.2023 in grejo datumi nazaj, seveda do 7.1.2023, in vsaka ta modra vrstica pomeni link na vabilo. In ko sem jaz tole natisnil, vse to je 2500 strani, zato ker vsako izmed teh vabil vestno natisnem in tudi shranim. Tako da boste vedeli, koliko je to materijala, koliko je dela, kako v vodstvu in naši člani tudi prispevajo, jasno, se dela. In seveda to predstavlja tudi kar precejšen strošek, časovno in materialno. Tukaj v nadaljevanju so pa pomembna prelomna srečanja društva Belis in pa seveda vplivni dogodki v letu 2023. Tukaj je 14 linkov, 14 spletnih povezav, ki si jih lahko pogledate. Če je tiskana verzija, se link pripiše, če je pa PDF, interaktivna, se lahko pa poklika. Najbolj ponosni smo v društvu na deklaracijo društva Belis. Se spominjate, ko smo jo podpisali in smo potem seveda to tudi razglasili. To je bilo razglašeno lanskega leta, 5. avgusta 2023. To je datum, ko smo to razširili. Po tem datumu smo napisali naš zakon, ki smo ga objavili v uradnem listu društva Belis, in pa seveda javno smo oznanili uradni izstop Društva za srečno življenje iz Združenih narodov in pa iz Svetovne zdravstvene organizacije. Vse te ljudi smo pisno obvestili in jim poslali vse, kar je potrebno, diplomatske note, tako kot se med državami to tudi počne. Med državami in med organizacijami. Vse po PS-u. Torej, spletne povezave do posnetkov društvenih Zoom srečanj so pa potem v nadaljevanju. Poglejte, vsak video, to se pravi, prej smo govorili o vabilu, a ne? Tukaj imate pa celoleten program v vrstici napisan naslov videa, koliko časa traja in pa zaporedno številko. Okay? To smo vse pripravili za vas, tako da, ko boste to klikali na ta PDF, ki si ga presnamete skozi vabilo v vaš račun in si ga shranite, ker je vredno, imate tukaj vse tematike, psihološke, pravne, takšne in drugačne. Skratka, čez celo leto delovanja društva tukaj je to zrcalo, ki da podobo časa. No, tega je kar precej, vidite, veliko je tematik, veliko smo imeli gostov, veliko smo tudi sami delali. In vsi ti linki, vse to predstavlja recimo ena ta plava črtica, 2 uri predavanj, v ozadju pa mogoče 4 do 5 dni dela, vsaka od teh črtic. In tega je precej. To si boste pogledali, lahko si polinkate, sedaj pa naš največji dosežek in naša največja smelost, uradni izstop Društva za srečno življenje Belis iz organizacije, kot smo že rekli, United Nations in pa WHO. Tukaj smo pa rekli, da je pa to tako pomembna informacija za nas, da se splača vse te dokumente, ki smo jim tem organizacijam poslali, seveda najprej analizirati. Analizirali smo tako, da smo najprej povedali razloge za izstop in se pravi postopkovni pregled. In tukaj je v 5 točkah natančno povedano, zakaj se društvo za to odločilo, zakaj smo imeli izredni občni zbor, zakaj smo se enoglasno strinjali, kakšni so pravni postopki, in to je seveda tukaj potem tudi, da ne bom tega bral, vse skupaj napisano, in tukaj se vidi, da je uradni list društva in tukaj link do zakona društva. K zakonu društva je dodan tudi aneks in če si ta aneks preberete, boste videli, kako smo v bistvu kot člani zaščiteni. To ni nek larifari, ampak to vse pravno drži. Namreč, če pride v kolizijo naš zakon z drugimi zakoni,
z drugimi zakonodajnimi akti, je naš zakon narejen tako, glede da po objavi v Uradnem listu se ni nihče oglasil, da nihče ni ničesar rekel, pomeni, da se s tem strinjajo, vedno velja zakon društva. Konc debate. To smo dali vedeti, poglejte tukaj. Svetovni zdravstveni organizaciji, dr. Tedrosu, Gebrejezusu, najprej v slovenskem besedilu in potem še v angleškem. Tako da smo dvojezično pisali, zato da prevajalci tam ne bi kaj po svoje prevajali. Naprej, Ursula von der Leyen, pisali in obvestili smo o tem izstopu tudi seveda predsednico Evropske komisije, zato da ve, na 2 straneh smo pojasnili zadevo. Nadalje smo obvestili predsednico države Republike Slovenije, ker mora biti o tem obveščena, da ima v Sloveniji organizacijo, v kateri so ljudje, ki se ne strinjajo s politiko države, ne z zdravstveno politiko, ne z drugo politiko, ki je vezana na prenos naše suverenosti, da jo bo nekomu ponujala kar tako. Tako da tle smo mi samostojni, suvereni in o tem smo predsednico tudi obvestili in tukaj je potrdilo, dokaz, da je to dobila. Prav tako smo obvestili tudi predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Roberta Goloba, ki smo mu tudi zadevo pojasnili, pa naj mu je še tako všeč Klaus, pa naj mu je še tako všeč United Nations, pa ne vem, še vsi ti novodobniki. Naj še tako navija za vetrnice pa za to elektriko, spravi mi se s tem ne strinjamo, zato ker posledice so take, namesto da bi bila elektrika cenejš, je po vsej Sloveniji elektrika iz meseca v mesec dražja. Posledice so vidne. Skratka, vse gre narobe in o tem je tudi dr. Robert obveščen, dr. Robert Golob, predsednik vlade. On je pa seveda dolžen kompletno infrastrukturo in vse podsisteme obvestiti. Podsisteme pomeni, če je zdaj, ne vem, 16-17 ministrov, vsa ministrstva pa svoje podstrukture z tem dopisom, zato da, ko mi pokažemo člansko izkaznico, da o tem ni dvoma. On je to po zakonu dolžen narediti. Če tega ne naredi, je on v prekršku. Tako kot smo mi v prekršku, če kršimo na cesti kakšen znak, kjer je skupen dogovor. In to je naš skupen dogovor. Očitno se strinja, ker nam nihče o tem ni odgovoril, se pravi, gre za tihi pristanek. Mi to razumemo, kot da je to sprejeto. Okay? In tudi je. Prav tako smo seveda pisali tudi gospodu Antoniju Guterresu, United Nations, in tudi njemu smo poslali v slovenskem jeziku, kakor tudi v angleškem jeziku, javno izstopnico iz Združenih narodov, da se mi te njihove politike, zelene politike in agende 2030 pač preprosto ne gremo. Tukaj je dokaz, da sta oba dobila in WHO in United Nations in seveda mogli smo za eno zadevo dati v preverko na pošti. Tukaj se vidi potrdilo o oddaji reklamacije, ker smo predolgo čakali. No in pošta je to uredila in nam povedala, da sta oba potrdilo o oddaji reklamacije pošto prejela in tukaj seveda podpis Pošte Slovenije in pa oba potrdila, da je zadeva oddana in seveda tudi sprejeta. Glejte, globalni odziv na deklaracijo za javni vstop društva Belis mesec dni kasneje, kaj se je začelo dogajati. Posledica tega je, ne boste verjeli, da je deklaracija Združenih narodov v naslednjem mesecu postala javna. Ko se besede uporabljajo za zakrivanje podobnih namenov in dejanj, je tukaj članek, ki sem ga jaz na njihov odziv, da bodo naredili deklaracijo, tiho politično deklaracijo. Vam povem, zakaj so jo naredili. Zaradi tega, ker smo si mi upali izstopiti, so naredili za vse države tihi politični dogovor, da se vse države, ki so članice United Nations, zavežejo, da bodo skrbele za zdravje, da bodo skrbele za prevoz medicinskih pripomočkov, da si bodo medsebojno pomagali, da bodo delali internetne, da bo skratka tudi to, da se bodo vključili v Svetovno zdravstveno organizacijo, v IHR, to se pravi International Health Regulations, pravilnik 2005, so si naredili v
23 tihi politični dogovor. Jaz sem to komentiral, to je moj komentar, ki sem vam ga dal tule noter kot dodatek, to, kar se je dogajalo, in deklaracija Društva za srečno življenje Belis smo ob izstopni diplomatski noti priložili in poslali Združenim narodom in posledice Evropske komisije, predsednici Evropske komisije, in posledice so bile tukaj. Zdaj bi vas samo prosil, tukaj je 34 točk, ki sem jih jaz povzel iz te njihove deklaracije, po Slovenijo naredil povzetek, da boste vedeli, kaj so oni zdaj na podlagi tega naredili, zato ker so se bali, da se bo ta naš ogenj razširil. In naredili so sledeče. To je njihovo, gledajte, zdaj tukaj se začne pa njihovo končno besedilo za tihi postopek. To je zelo pomembno za pregled našega dela, ker samo v to smer Društvo Belis dela, da si utira pot do sreče, samostojnosti in neodvisnosti. In tukaj je končno besedilo, politična izjava srečanja Generalne skupščine Združenih narodov na visoki ravni, preprečevanju pandemij, pripravljenosti na nje in odzivanju na nje. Se pravi, gre samo za to, da te zdravstveno stisnejo, gre za pandemije, epidemije, za zdravstveno stvar. In tukaj so vse države stisnili. United Nations je takole pritisnil, jaz bom to samo prelistal, koliko je tega. Predlagam, dragi člani, en kup stvari, ki jih, poglejte, je treba prebrati, jih je treba razumeti in seveda tudi, ko človek to razume, ve, da smo ubrali pravo smer. Kajti United Nations potem v drugem delu poziva vse države članice k ukrepanju. In tukaj so OP1 pa do OP ukrepi napisani, ki so jih za vse države napisali. Jaz sem vam vse to uspel prevesti in je zelo pomemben, evo, do OP49. Dejstvo, da je pandemija stvar politike in političnih interesov, potrjuje vir politične deklaracije, ki sem vam jo ravno kar pokazal in za katero ljudje sploh ne vejo. V Sloveniji se o njej ne govori, nima nobene prave povezave z zdravjem na ljudi, niti zdravjem na planetu, ampak deklaracija samo okoli zdravja, pandemij, WHO in vseh teh politično-poslovnih stvari zavezuje države, da se morajo tega, kar so se oni zmenili, držati. Kaj pomeni to? Samo v enem stavku. Ves sodni sistem, pravosodni sistem, sodni sistem, politični sistem, zakonodajni sistem, represivni organi, vsi delujejo po navodilih United Nations, nihče več ne deluje v skladu z zakonom. Ste morda to opazili? Jaz sem opazil, to po celem svetu gre. Sodišča sodijo po navodilih, policisti delajo po navodilih, državna uprava dela po navodilih, če želiš ti kaj po zakonu narediti, pa ne prideš skozi. Toliko o tem. In sedaj za zaključek, da ne bomo danes predolgi, še finančno poročilo 2023 v Društvu Belis. Koliko ste prispevali in na kakšen način? Od 1.1.2023 do 31.12.2023. Pomočnica računovodje je tako dobro to vodila, za vsak mesec posebej imate v zvezku napisano. Za januar, koliko je bilo prihodka, in sedaj sicer govorimo o prispevkih članov, ki so prinesli to z gotovino ali z nakaznico kot gotovino. Tukaj je, se pravi, za vseh 12 mesecev napisan koliko in kdaj. In seveda rekapitulacija po mesecih, kot vidite, je gotovinskih prispevkov bilo v letu 2023 4316, od tega prav dano za reprezentanco 527,97 evra, se pravi za srečanja, ki jih imamo ob sobotah tukaj, da lahko kaj postrežemo v celem letu. Mislim, da to ni tak strošek, ampak ok. Tukaj se zdaj vidi kompleten suma sumarum, rekapitulacija gotovine 4843,97 evra se je nabralo v celem letu. Srčna hvala vsem za vsak evro. Dalje,
No, aha, tukaj je samo še grafičen prikaz tega bloka, se vidi tudi takoj, ne. Okej, potem je pa to na Belis International SRO na račun nakazano pod spodbuda društvu Belis, 930 evrov. In tukaj je potem tale grafični prikaz, kako je to potekalo po nakazilih. Z drugimi besedami, ko so ljudje napisali ne spodbuda, ampak vzpodbuda, so pa druge ključne, ko smo šli preverjati, druge ključne besede. In seveda je potem dalo še ven še dodatno 110 evrov, tako da vidite tukaj še ta nakazila. No, na PayPal je prišlo 140 evrov v celem letu nakazil, Buy Me a Coffee, to je pa tisto, s čemer sem jaz pred 3-4 leti začel, mi je prišlo pa 530 evrov nakazil, takole po 10, po 20, po 30 evrov za cel let. Če potegnemo pod črto, vse skupaj, paragonski blok 4843,97, skupaj 1710 evrov je Buy Me Coffee, PayPal in bančni račun sešteto. Tako da grand total je 6553,97 evra. Ok, to je za eno dobro mesečno plačo. Nekako stanje po odštetju stroškov ob zaključku leta na dan 31.12. smo morali pustiti 40 evrov na računu, zaradi tega, ko damo na iPes, tudi toliko stane in moramo iz računa nakazati, ker je to strošek za računovodkinjo. In tukaj so vsa potrdila od iPesa, vsi stroški zaračunani, tako da pogledajte, tukaj so vsi podatki. Tako da društvo je vse to tudi prijavilo, čeprav nam ne bi bilo potrebno, ampak to, da je mir pred zakonom, zadeva je tukaj še vse zakonsko, kar imate vse v poročilu označeno, napisano. Tako da posebej želimo poudariti tukaj na koncu, da letno poročilo ni državno uradno zakonito poročilo, kot na primer letno poročilo, ki ga morajo društva oddajati kot nevladne organizacije z namenom, da upravičijo prejeta državna sredstva in druge stvari, ki jih dobivajo po zakonu. Poročilo, ki je pred vami, je čista moralna in etična zaveza vodstva društva Belis, ki je skladna s statutom Društva za srečno življenje Belis, za služenje, ki se uresničuje skozi ustavno listino, statut društva Belis in pa Ustavo Republike Slovenije. In na koncu še možnost, če bi se komu zdelo, da je naše delo vredno, ker imamo stroškov bistveno več, če bo kdo želel kaj nakazati, sta tukaj dve možnosti, ena na PayPal, drugo pa na preko bančnega računa. Tako da srčna hvala. To je bila predstavitev. V nadaljevanju bomo pa zdaj, glede na to predstavitev, si vključite mikrofone in prosim za vaša vprašanja, vezana na letno poročilo 2023, če ima kdo kakšno vprašanje, kakšno pripombo, da lahko nanj odgovorimo, bomo zelo veseli. Ima kdo kakšno vprašanje? Se je kdo kaj pripravil? Tukaj so, vsi odkimavajo. Bi kdo kaj vprašal? Na Zoomu? V redu, se vam je zdelo primerna ta... A veste kaj, mi tistih policistov, pa tistih napadov, pa enih nekih negativnih stvari mi nismo dajali noter, ker s tem smo rekli, da se napajajo narcisi pa psihopati, dali smo pozitivne stvari, dali smo našo pot, dali smo take stvari, ki nas osrečujejo in ki nam nekaj pomenijo. No, to je bil tudi namen. Dobro, potem bi naredili pa zdaj potrditev letnega poročila 2023 s slovesnim glasovanjem. Ne? Tako da ima kdo kakšno pripombo, naj pove zdaj. Ugotavljam, da je poročilo za leto 2023 sprejeto brez pripombe, za kar vam je upravni odbor društva, ki me je pooblastil, jaz se zdaj v njihovem imenu zahvaljujem, ker smo res enormno delo vložili v to, v zbiranje, v delo, skratka, celoten program. Tako da bi se vsem članom in članicam, predvsem vsem vam, srčno rad zahvalil in seveda priporočal za naprej, zaradi tega, ker živimo v času, ko ne smemo spati. Mi moramo aktivno delati, razmišljati in se boriti za našo srečo, kar je tudi poslanstvo Društva za srečno življenje Belis.
Hvala lepa. Zapisnikarica, ti si to vse vnesla uradno v zapisnik. Ok. Zdaj pa takole. Evo, predlogi za premik ure za sobotna in torkova srečanja. Bil je predlog, v torek smo se pogovarjali, sicer je predsednik nadzornega sveta predlagal, da bi mi začeli malo kasneje, seveda zdaj je pomlad, narava se prebuja, dnevi so daljši. Kaj menite, da začnemo sobotne zume ob 19. uri ali morda kasneje? Kakšen je vaš predlog, prosim? Se pravi, zdaj smo jih imeli v zimskem času ob 18. uri. Kaj predlagate, kako bi se vam najboljše izteklo? 19. 19.30. 19? Ja, tukaj so predlagali 19 uro, kaj pravite? 19. 19, hvala, ja, še kdo? V redu, potem sprejmemo. Draga Teja, prosim, tudi če se ura premakne, nima veze, mi ob 19. uri začnemo. Pa če se ura vrti okoli in okoli, za nas bo 19, ne? 20 se mi zdi skoraj malo prepozno, ampak ja, 19, ok, ob sobotah, ker soboto je tako lahko. Za torke smo pa že se pogovarjali tudi, da bi bilo pa ob 20, ker zdaj smo imeli 19.30, to se pravi, če kdo ob sobotah ne more ob 19, lahko ob torkih ob 20, recimo, ne pa 20. ura. Se vam zdi primerno? Da? Ok, tukaj se strinjajo. Se strinjamo? 20. torek. Dobro. Ima kdo kakšno pripombo, kakšen nov predlog mogoče? Sprejmemo torek ob 20. uri. Hvala lepa. Zdaj pa, gledajte, razno, predlogi, želje, vprašanja članov vezana na delo društva. Na karkoli. Če ima kdo kaj tukaj v pisarni zapovedati, če ima kdo kakšno misel zadati, ali pa če bi kdo želel kaj pohvaliti, povedati, skritizirati, naj to stori zdaj. Prosim. A lahko jaz? Ja, super, hvala. Blanka, dober večer. Dober večer. Jaz sem le nekoč v tem poslu, tako da revizijskem namreč. Tako da čutim obvezo neko moralno, da pohvalim letno poročilo, je čudovito pripravljeno, zgoščeno, jasno, pregledno in polno informacij. Tako da jaz se lahko samo zahvalim in pohvalim vaš trud vseh skupaj, ki ste tu prispevali. Ja, srčna hvala, to ne bi si mislil, srčna hvala, to pomeni, dragi člani, vsi, ki smo sodelovali, res srčna hvala, torej res hvala. Nismo vsega zajeli, kakor sem že, ampak se mi zdi ključne stvari, pa ti zgoščen, kar je pomembno za dušo in telo in za našo pot, vse ostale stvari smo pa dali nekako na stran, ne, ki so. Se mi zdi, da je to dobro slišano in hvala, Blanka, srčna hvala za to. Še kdo, prosim, z besedo na dan? Povej. Jaz v imenu vseh članov, predvsem v svojem imenu, iskreno tebi, Mihael, zahvaljujem. Jaz kot tvoja žena vidim, koliko ur, koliko ljubezni si vložil to leto v to delo. Iskrena hvala. Rad vas imam, saj jaz ne delam to zase, jaz vidim stvari, hvala. Zahvaljujem se tudi naši tajnici, ki je celo leto zapisnike res na rok nam poslala. Teja, iskrena hvala. Pridi, Teja. Ja, Teja, pridi. Ja, srčna hvala. Hvala. Ja, res. Res, iskrena hvala. Srčna hvala. Hvala. Ja. Bogu hvala za našo tajnico, ker je naredila enormno, čudovito delo s srcem. Niti enkrat ni bilo vprašanje, a bo imela čas ali ne. Kljub nesreči, kljub problemom, kljub bolezni, zmeraj je bil zapisnik, ljudje, to si ne znate predstavljati. Pa to ni tisti majčken zapisnik, ampak povzetek 4-urnega našega sobotnega zuma. Vsak teden. Res iskrena hvala. Ja, vrhunsko delo. Zahvaljujem se tudi našemu vrhu. Pridi, ker še malo počakaj tukaj. Predsednik nadzornega sveta. Tudi tebi se zahvaljujem za tvojo zvestobo. Za delo. Za tvoje delo. Za tvojo pripravljenost.
Vedno si bil nam v podporo, z vso ljubeznijo in iskrena hvala. Se pa zahvaljujem tudi seveda vsem članom, ki ste zvesti, ki nam prisluhnete in ki živite resnico v svojem vsakodnevnem življenju. Zelo sem počaščena, da lahko povem, da vidim velike premike, čeprav mogoče ni tako vidno na zemeljskem nivoju, ampak se občuti, da smo veliko dobrega skupaj storili. Iskrena hvala prav vsem članom društva za srečno življenje Belis, pa tudi vsem podpornim članom, ki niste uradno člani, ampak ste srcem naši Belis člani. Hvala lepa in še enkrat se vidimo naslednjo soboto. Brez žene možu ni dobro samemu biti. Ja. Ja, ne? Sicer pravijo tako, da ženska podpira 3, mož pa 4. in ženo. Ja, res je. Hvala lepa. Malo šale, ampak dobro, resnica, ne? Zdaj, jaz bom poskušal še do konca vam povedati tole, torej se pravi sprejetje sklepov, podpis zapisnika, zaključek. Evo, to smo nekako in to bomo uredili zdajle takoj po zaključku, tako da boste dobili zapisnik, ki bo v naslednjem poročilu poleg rednega programa zapisnika našega seveda 156. srečanja Društva Belis in dodatno poročilo o sprejemu poročila za leto 2023. Poročilo zdaj pa ga tudi imate in si spravite v kakšno dobro mesto.